Ker voda imaš tle noter, ali kaj? Kaj? Jaz sem da je šnopc. Povedala bi, preference. Če imaš v taki flaši, res sem mislila, mislim pa še z Moravci. A lahko pokažeš jim flašo? Čakaj. Pokaži jim flašo. Ja, ta je tvoja kamera. Mogoče tako. In pol, tako flašo ima in pol misliš, da je noter voda. Kdo misli, da je noter voda? Pač... Se ima še eno, čakaj. To, da se to pokaže. A je tle tudi voda not? Tudi voda noter. Kar odnes. Ok, pojva začeti. Dajva začeti, ej. Dejva, povej svoj uvoden govor. Joj. Imel sem že ful pripravljen, pa sem pa pozabil, veš, da je v tem cajtu, ker sem te čakal, da prideš sem. Ne, zdaj tako za ona dva, torej rečem, ki ne poznata Lucije. Ko za una dva? Za une? Ja, vsi ostali te pa več poznajo. Pa ne, pa kaj je se jo, veš? Televoditeljica, stand-up komedijantka, TikTok ustvarjalka, YouTube ustvarjalka, ostalo špol še ti naštela. Predvsem pa Lucija z Moravč. Predvsem pa Lucija iz Moravč, sovaščanka. Ja. Dobrodošla. Hvala. Ponavadi rečem v Moravčah, ampak ne. A rečeš? Ja, valjda. Dobrodošli v Moravčah. Poprašam tudi, kako se jim Moravče zdijo pa to. In če je le vreme jaz lahko povem. Meni so Moravče top, meni je to center sveta, tako da jaz sem se vrnila nazaj v Moravče. Prav, nadaljuj. Jaz vidim, da tudi dost šetkaš klele, mi rečemo, kako že, ob grabnu. Ne, ob drtiščici. A ti rečeš ob grabnu? Ja, tako rečeš, malo starejša generacija, tako kot smo mi, a veš, uporabimo že kakšne druge izraze. Malo šetkam, malo laufam, ampak ne laufam mislim z Moravčev v Supergah, ker še nisem na tem nivoju, ampak ja, rada sem v naravi. Jaz mislim, da si že sam odločiti, se še moraš pa priti. Sem se odločila, da sem se dala v Facebook skupino, to je že dost. Da bi se vedno vabljena. Hvala. Dej, Lucija, nekje treba začeti. Povej. Dej, razlož, kdaj si začutila ta nek, nam rekel, notranji klic ali pa karkoli bolj čizijastga. Kdaj si začutila, da moraš to, kar nosiš v sebi, ne moraš, ali pa da si želiš to, kar nosiš v sebi, deliti s publiko, prek kamere, prek ne vem česa, odrov zdaj in tako naprej. Lahko si tudi vzameš čas, pa začneš od otroštva, če so že takrat kakšni vzgibi se porodili. Veš, kaj bom rekla, nikoli nisem bila introvertirana oseba, vedno sem bila ekstrovertirana. Tudi moje skromno opažanje. Potrdilo. Tudi moje, naprimer, ko sem bila v vrtcu, vem, da je, pa v šoli, da je mami velikrat šla na govorilne ure, ker sem bila zelo zgovorna. Je pa res, da naprimer vedno, ko je bila, ne vem, kakšna igra ali pa da smo veš te predstave, ki imaš za starše, ne, vedno sem bila tako, jaz bom igrala Mojco po Kraculju, ni panike, ne. Vedno sem bila tako zelo navdušena na tem, zelo vzhičena, da bi nekaj delala, nekaj igrala. In potem je to prešlo pač v osnovno šolo. V osnovni šoli tak se nisem nič nekaj upala, ker je prevelik vpliv družbe in sem bila tako, nočem izstopati, hočem fit inat. A veš tako, da bom tako, ka je. Prva stvar, tako, kar se tiče voditeljstva, je vodila sem valeto, našo valeto, jaz pa še dva moja sošolca. In to je bil tako prvi tist, kako bi rekla, da sem se soočila z vlogo voditeljice. No. Pa enkrat sem potem še, po mojem, bilo tudi tako prvi letnik, tretji letnik, vodila razstavo Blaža Slaparja oziroma učencev slikarske šole Blaža Slaparja, ker sva v Žlahti in me je prosil. In takrat vedno sem bila, koliko je to noro, kako sem to živčna, čist noro. No. Tako da to je bilo tako voditeljstvo. Kar se pa tiče tako ustvarjanja vsebin, ali pa snemanja, pa to je bilo pa v bistvu, je tako ful spontano prišlo, veš, to je bilo, ne vem, ko sem bila najstnica, sem res gledala te youtuberje, pa te ljudi, ki so živeli v Los Angelesu. Par let nazaj, tako 10.
10 let nazaj. Pa to, ker so bile te punce, ki v bistvu one so sam živele svoj life, pa pač ga dokumentirale in potem so iz tega naredile nek posnetek, nek material, ki je bil gledljiv. A veš, to ni bilo tako, da so pač snemale in dale pač gor. To je bilo, ne vem, uvod, se je naredil, vmes si imel, ne vem, je šla tja, je imela pogovor z uno, pol je bil kar naenkrat en del, ki je bil ful čustven. Tako, vse v enem vlogu, tako, dnevnem vlogu. In to me To je vedno... format videa, je vlog. Vlog, Okay. ja. Vlog. Vlog, Ja, whatever. v redu. In to me je vedno tako mi je bilo ful zanimiv in potem sem pač v bistvu, tako bom rekla, po srednji šoli začela malo potvati in sem rekla, pa daj, zdaj imam pa tak, to so zanimivi delčki mojega življenja, ne, potovanja, dajmo to malo spraviti, ne vem, v kakšne videe, pa da malo pokažem, predvsem pa da moj dedi vidi, kaj se meni dogaja na potovanjih, ker pač on nima družabnih omrežij, zdaj ima Instagram tudi, ampak tako, ni imel takrat družabnih omrežij, da bi me na lico mesta spremljal, a ne, mislim na lico mesta tako posredno. In potem sem začela vlogati v angleščini sicer, ker takrat sem bila ful navdušena nad angleščino. In ja, to je bilo tako, nekako se je začelo. Potem je pa to vse preraslo iz ene platforme na drugo, torej prvo je bil YouTube, je bil Instagram samo za prijatelje, potem sem začela malo objavljati na Instagram in potem, ko je bila korona, ko je bilo res dolg čas, sem šla na TikTok in oziroma prej je bil še Vine pa Musical.ly, sta bila še 2 drugi platformi, kjer nisem objavljala, sem bila samo uporabnica in potem je prišel TikTok in sem bila tako, pa jaz ne bom plesala na TikToku, stari, da jaz ne znam plesati, pač kaj bom delala na TikToku. Pa to je bilo tako, primarno je bilo TikTok tako plesna aplikacija in jaz sem bila tako, kva bom jaz, pač jaz ne znam, jaz znam plesati na veselicah, to je to, pa na odrih tako, z ansambli, a ne pa tam, a ne. V glavnem, in pa sem tako, dej, se vse. In pa sem začela objavljati v slovenščini in je to šlo sam v drugo smer. Ja. A imaš občutek, da je ta javna izpostavljenost, da pospeši osebno rast, ali da se moraš kdaj sama pred sabo skriti, da imaš zavera na momente? Veš, kaj bom rekla, jaz mislim, da sem imela ful srečo, ker ta neka javna izpostavljenost ni prišla do trenutka, ko sem jaz že bila dokaj samozavestna pa samoizpopolnjena, oziroma da sem se poznala dosti dobro, da sem vedela, kaj mi je všeč, pa kaj mi ni, pa kaj želim deliti s svetom, pa kaj ne želim deliti s svetom. Ker če bi bilo to pri mojih, ne vem, 18 letih bi bil kar problem po mojem, no. Tako pa sem dala čez vsa ta in žuranja in te iskanja same sebe in to, da sem tujino v bistvu izkusila pred tem, se mi zdi ful cool, no. Da je to prišlo za vso to mojo življenjskim iskanjem in to. Samozavest torej ni bila v štartu prisotna v taki meri, kot je zdaj. Ja, zdaj skoraj, ko si ful samozavestna. Ampak ja, se to je cool. Jaz mislim, da bi vsak mogel biti ful samozavesten. Ni tako, da, mislim, ta samozavest se mi zdi, da pride iz tega, tako kot sem rekla, da se imaš sebe rad, kot si, pa da pač veš, kaj ti je všeč in kaj ti ni všeč in da pač za tem stojiš. A ne? In vem, da včasih sem se ful sekirala na to, preden sem objavila prvi YouTube vlog. Dej razloži, kako je to izgleda. Ne, pač posnela sem ga v svoji sobi in sem bila tako, ok, to je to in ga zmontiram v 2 dneh in potem ga 6 mesecev nisem objavila, ker sem bila tako, ne upam si, ker ne vem, kaj bo rekli moji sošolci in sošolke. In ga nisem objavila 6 mesecev. Taka mera nesigurnosti. Nesigurnosti pa straha pred zavrnitvijo torej mojih pač sovrstnikov. Sovrstnikov, ja. In potem sem bila tako, po 6 mesecih je bilo pa ne vem kaj, počitnice so se začele po mojem, ja. In sem tako, dej, se vse. In sem objavila. To je bilo koliko let nazaj? To je bilo 2017. 2008 let nazaj. Tako da ja. Takrat... Kakšen je bil efekt? To, kar si pričakvala, ali je bilo... A veš, kako je bilo? V bistvu na začetku je bilo tako, da so bili vsi sam tako, zakaj? A ne? In jaz ne vem, zakaj. Ne vem, meni je bilo cool montirati, montaža, meni je bilo to vedno všeč. Najbolj zanimivo je bilo tako, družina pa prijatelji so bili tako pač, zakaj v angleščini? In kaj boš zdaj tle gor delala in ne vem. Pač, ne vem. Najbolj zanimivo je bilo to, da ta strah pred torej mojimi sovrstniki, ki je bil največji, je bilo najmanj vpliva, pač noben ni neki ful komentiral, ker v bistvu so edini oni štekali, ker so tudi gledala youtuberje na drugih platformah. V bistvu, ne vem, zakaj sem takrat razmišljala, da pač je bilo to največji strah, ampak ja, se je logično, to čist pride. Ja.
Ali pa z vsakim prispevkom manj? Z vsakim prispevkom manj in takoj, ko sem preklopila na slovenščino, ker v bistvu sem naredila po mojem 10 vlogov v angleščini, sem bila tudi jaz bolj sproščena in bolj naravna in bolj jaz in v bistvu potem se je to nekako sprostila. Ampak valjda z leti, no, jaz bom tako rekla prav po mojem pojene. Če grem zdaj še pogledat nazaj moje YouTube videe, me je bruka, pač me je sram, groza. To si reče, ja. Ker to nisem jaz, pač to, mislim, jaz ne vem, kaj sem takrat delala, ampak jaz ne vem, če sem se res tako obnašala groza. Ker pač to res nisem jaz. Mislim, a veš, sem Ja, jaz. si v tisti fazi razvoja. V tisti ne? fazi razvoja, ja. Groza, res. Hi guys, welcome back to my channel. So my name is Lucia. And today, jaz ne bom pozabila, ker sem enkrat tako naredila. And today we're having a podcast of... Ej, sorry, pa ne vem, če lahko kovnem te na tvojem. Seveda lahko. A boš dal pip čez? Ne bom. Ne, please, ne, vse smo family friendly. Ja, lej, če pa uide, včasih mora pač ta nabor besed, lej, sam poudar pač. Ne, ampak a resnično veš, stane. kaj ti hočem povedati? Tako res se vidi razlika in v moji montaži, že tako samo pač ta ne fizičen aspekt, ta tehnološki in tako montaža, kako sem montirala, ne, prej, pa kaj sem poudarjala, pa kje sem puščala tiste pauze, a ne, pa zdaj kako montiram, to je čist neki druska. Mislim, vse isto najbrž s tabo, a ne, ko začneš, Ja, nekaj teh videov moraš narediti, ja, pa Malo se moraš lažje veš, o blamirati. čem govori sogovornik, ja, Ja. taki. David mi skuha tudi kavico, tako da... Ja, nekaj sem je pa polil, tako da Ja. zate je še ostalo. Nisva povedala, zakaj zamujam. Deva. Ker si začel v bistvu video s tem, da si polil kauzo, ker sem jaz zamudila. Ja, to ne vem, če je bilo še posneto, je pa fajn, če se, mislim, če se pove zdaj. Da če si že. operem ime. Ja, jaz sem te pol vprašal, gre to lahko veter, pa si rekla, ja, ni panike, a ne? Tako da snemali ste včeraj cel dan, a je tako? Ja, včeraj smo snemali v bistvu zadnjo... A to lahko poveš? Ja, seveda. Okej. Da, gre to ven. Ne, valjda lahko povem, ker gre v petek oddaja ven. Okej, Tako da snemali smo zadnjo oddajo Java Jade šova in smo snemali na terenu, na Primorskem, na naši slovenski obali. In smo snemali od 7 zjutraj do 11 zvečer. In sem prišla domov ob 1 in sem mu sama napisala SMS, a lahko plisne ob 10 zjutraj, a lahko ob 11. In jaz tega SMS-a nisem dobil, jaz ne vem, kaj se s temi SMS-i dogaja. Telekom. V glavnem, ja, ne pridejo tja, kjer bi morali, pa ne v ta pravem času. Ampak, dobro, se pa niti nisi toliko zamudila, glede na to, Vse tukaj sem se si do zbudila in 10 sem videla, da nisi mi odpisal in sem bila tako, in sem ga klicala in prav, da ni videl in sem bila tako, dajmo se zdaj hit drihtati. Ej, dej povej, sej, lahko tudi malo celofan zaviješ, kako izgleda tak snemalen dan, no? Zakaj v telefon? Pa še lahko čisto iskreno povem. Ja, ta je bil zelo specifičen, veš, ta je bil na terenu, ne? To je pač ena oddaja od 13 je na terenu, ostale so v studiu. Zdaj v studiu oddaje so zdaj mi ratale čisto domače. Če bi me vprašal pri prvih 2 oddajah, bi rekla, da to ni zame, da sem bila pač, da je to grozen. Ampak sem se navadila, no je zelo, veš kaj bom rekla, tako je. Prej je, ne vem, 3-4 dni priprave scenarija, to pomeni, da se piše scenarij, da se piše napovedi, besedilo, kliče se ansamble, pevce in to. Ja. Ja. Kliče se ansamble in pevce, da se jih potrdi za datume, da pridejo zmen se za komade. Potem je pa, ne vem, 2 dni vaje, v smislu, da se vad tekst, da se vad pozicije, ki stojive, da kamermani pač to povadijo malo, bla, bla, bla. In potem je na dan snemanja se pride, ne vem, ob 12. Torej opoldne in imamo, ne vem, 2 uri... Popoldne, ne? Ja, opoldne, direkt. To je skozi 12 kaže. Imamo 2 uri kadriranja, to pomeni, da pač mi stojiva tam na odru, govoriva napovedi, brez gostov, samo da kamermani najdejo ta prav kod za snemati. Potem je kosilo in potem imam 2 uri make-upa pa frizure in potem je ura 6 zvečer že, a ne, to smo v bistvu že 6 ur tam. In potem ob 7 pridejo gostje in publika, ker ponovadi imamo na vsakem snemanju od 100 do 140 folka publike. In potem greva pozdraviti publiko in ob 7 se začne snemanje in ponovadi traja tja do 9:30, 10. In potem pridem dam ob 11, če ne gremo v Meka, če gremo pa v Meka še, pa pridem dam ob polnoči. Aj, protokol Pa jaz pa dajem kar tako skrivno navezo, da greva še kdaj pa kdaj v Meka. Veš, kad delava na televiziji mora biti. Ja, hudo. Tako da ja, in to je to. In potem to enkrat na teden, no, se to dela. In kako hitro si not padla v to?
Kako je sploh prišlo do voditeljevanja, TV voditeljevanja? Najbrž nisi to 8 let nazaj, ne, kaj si ti Ne, v bistvu je bilo to lani decembra. Se nisi mislila, da boš A veš, kako je? Jaz mislim, da je, tako bom rekla, zasluga vsega tega, kar delam na družabnih omrežjih, plus moje izkušnje z pač, da sem voditeljca bila na teh manjših stvarih, plus to, da sem bila v tujini, plus to, da sem tako zgovorna, pa nekako na različnih koncih delam, ne, različne projekte, ker drugače delam tudi na Radio Center. To sem pozabil omeniti, ja. Ne, nič hudega, sploh sem tudi jaz pozabila, veš. Ja, toliko je tega. Pa včasih sem bila vzgojiteljca, po poklicu imela sem tudi Cicibanove urice, učila sem angleščino, delala sem tudi v pizzeriji pri Jurku, v Ravčah. Ne vem, če rabite pico, pokličite. Se pravi, ja, kombinacija. A pa kje hodaš, Jurk? Seveda. Kuk lep odgovor, seveda. Kdaj gremo po ob sredah, a veš, ko imamo te teke v Ravčah, a veš, ko sva jih prej omenila, a ne? Bom kdaj prišla. Pa, a razumeš, ne, če trening res dobro rata, pa gremo tudi kdaj. Ja, pivičko ali dva, sokec. Ja, sokec, pivičko, dva, radenska. Ja, tako da no, čak, kaj smo vprašali, zdaj sem kar zabluzila. Ne, kako si prišla do tebe voditeljevanja? Tako. Letko bom rekla, malo po sreči, pa pač malo po zaslugi vseh teh dejavnikov, ki sem jih prej naštela. No. V bistvu je bilo tako, da me je... Zasluga pa osnovnošolskim učiteljem pa učiteljicam, da so ti dale to priložnost za vodenje valete, recimo? Ja. Za vodenje valete, ja, mogoče res. Ja, mislim, slovenščina mi malo peša, ampak ampak ne bom izpostavljala učiteljev. Ja. Ne, veš kaj bom rekla, veš kako je bilo tako, da jaz pa danes sva se že odprej poznala in prek Dejana sem poznala tudi Petro Potrebuješ, ki je hčerka Jožeta Potrebuješa, ki je v bistvu naš avtor oddaje. In ona je predstavila njemu mene, no, prek mojih družabnih omrežij, ker je on iskal voditeljico novo, je v bistvu... Pol je bila to audicija? Ne, mislim, moja družabna mreža so bila audicija. So bila audicija, Tako bom rekla, jaz nisem imela fizične audicije, nisem imela sam razgovor, ne pa prav audicije. In potem sem enkrat šla po moji predstavi k njim domov na čaj. In me je on začel sprašovati, kaj delam v lifeu in sem bila jaz tako, ne vem, pač to. In me on tako, kaj pa drug let delaš, ker to je bilo lani decembra, ne, tako konc decembra in jaz tako, kaj drug let. In on tako, kaj delaš drug let prve polovica leta, in jaz tako, ja ne vem, ker jaz nikoli si ne delam planov za tako naprej, ne, jaz grem, jaz sam grem. To je prav stavko dla toje, stari. Jaz nič ne mislim, jaz sam grem. Ampak sem uno polovico dala stran. Te citate imamo pol na koncu, veš, najljubši citati, mogoče bo to eden izmed njih, jaz sam grem. Imam enega drugega, imam še enega drugega, ja. Ej, v glavnem in potem mi je pač rekel, da me je malo spremljal in gledal in jaz kako, Jože potrebuješ očukova, ne, mislim, halo, ta, najbrž poznaš, ko imaš otroke, ne. Seveda. In pravi on, da se mu zdim popolna za njihovo novo oddajo, ki da jo delajo in jaz tako, okej. In on meni reče, da bo narodno zabavno oziroma zabavno glasbena, ne. In jaz tako, ja. To je vse, kar sem rabila vedeti. Zato, ker sem rekla, Kaj smo pa že prej slišali, če znaš kaj plesati, znaš pa na vaških veselicah. Tako, ker pa veš, jaz sem zelo tako vaško dekle, kljub temu, da sem bila dosti v tujini, pa da delam v Ljubljani vsak dan, jaz imam rada vas. Ja, ti si na easy, res na easy. Ja, to sem jaz. Ja. In potem one thing led to another in smo v bistvu 15 dni kasneje januarja že začeli delati na prvi oddaji in to je to. Pol leta nazaj, ajde. Slabe pol leta nazaj. Pa v bistvu slabe pol leta nazaj sem zvedela, da bom, pa v tem času smo v bistvu posneli 13 epizod. Koliko si imela na prvi epizodi? Pri snemanju prve epizode najbrž si imela tremo, tako gromozansko. A veš, kaj me najbolj... Semi-gromozansko. Veš, kaj me najbolj spravili s tera? To, da so bili vsi moji domači tudi na snemanju. Ja. Ne, se jaz trudim, da ne govorim grdih besed. Vsi moji domači so bili na snemanju, plus tega prišla je godba Moravče. Ne vem, koliko veš, ampak... Jaz nimam TV-ja, veš, sorry, gledajte, moram res začarati. Ja, jaz ne gledam TV. Kje gledaš Netflix? Ne gledam TV-ja. Kje gledaš RTV1, reality show? Ne, znači tega, sorry, ja. Tako da to je za me vse novo, mi je še toliko bolj zanimivo. Hitam se. Ja, dej. Ja, in v bistvu smo naredili tako, da je v bistvu prišla godba in me presenetila, ne. In to je bilo res tist moment, sem bila tako, a ste vi normalni, pač jaz sem zelo čustven človek.
In sem lahko, ste vi normalni, pa že tako sem živčna, že tako me vse, a veš, takrat bi kar naraj izbruhala in se sam zjokala. Od živčnosti, od tega, ker nisem vedela, bom speljala ali ne, od tega, da mi je bilo težko kar pogledati v publiko, ker sem videla same domače, ko so bili tako, kao imaš to, a ne, sam, po drugi strani pa ful težko. Tako da je bilo kar, no, ampak smo speljali. Tako da pa vsako oddajo laži, z vsako oddajo imam več priložnosti se pogovarjati s publiko, pa jih dejansko spoznati, poslušati komade vmes, pogovarjati se z ansambli, glasbeniki, ki pridejo, ki tudi pridejo, ne vem, Jan Plestenjak, pač vsi te, ki niso narodna, no, ki so zabavna, tako da Vili Resnik, vsi, tako da cool. Alfi Nipič, legenda, moj dedi skoraj. Skoraj smo pozabili. Ja. Kako ti rata ohraniti pol to avtentičnost? Ti imaš recimo, kaj, imaš klele v ušesu, imaš producenta ali režiserja, verjetno? Nimam. Pa imaš kamero, 100 luči, pa občinstvo, kako sploh lahko še lucija? Veš, to sem se jaz tudi vprašala po prvih dveh oddajah, da sem tako, jaz sem bila preveč fokusirana na besedilo in na vse to, jaz sploh ne moram biti jaz. Ampak, fun fact, nimava slušalke in nimava bobna. To pomeni, da imava Ali ne smeta povedati, da nimata? Ne, nič nimava, res iskreno. Jaz si želim, da bi imela boban, ker pa bi veliko bolj profesionalno izpadla na televiziji. Ampak ne, imava v bistvu samo najne zapiske, izporne točke, sem hotela reči. Istočnice. Tako. In ja, veš, kako bom rekla? Malo te mora, zdaj bom pač oprosti za izraz, malo te mora boli kurac, pač res, malo te mora biti vse. Kako češ to bolj konkretno, pa, a veš? Kako naj to povem tako v slovenščini? Ja, to je to. A veš, malo te mora biti vse, že tako malo zveni tako negativno. Ampak malo te mora dol viseti, no, tako res. Pa ne govorim to zdaj, da ne cenim tega, kar delam, ampak tako, ne smeš se toliko obremenjevati stvarmi, ki niso za obremenjevati, sam tako. Na katerimi nimaš vpliva, ne? Neposredno, če tako pogledaš. Na to, da sem jaz imam vpliv, ne? Ampak ja, tako nekako. Ja, še 100 faktorjev, na 1000 verjetno. Ampak res 100 faktorjev. A ima publika dober dan, a je dober vibe, a vse štima pri produkciji, ker če se produkcija zavleče, čakamo 1 uro, vibe pade, ti padaš, motivacija pade, a veš tako, vse. Kaj je najbolj naporen del pri voditeljevanju? Jaz bom rekla, da si zapomnim vso besedilo, no, to. Ker meni to s publiko, pa to mi ni problem delati. Ker valjda rada komuniciram. Ja, to, zapomniti si besedilo. Se pravi, si prevedeš najprej v angleščino, pa nazaj v slovenščino? Ne, ker še enkrat moj materni jezik je slovenščina, kljub temu, da sem imela v osnovni šoli 3. Tako bom rekla, to, da se v bistvu naučim. Ampak zdaj, a veš, zakaj to šetkam za Drtiščico? Zato, ker se tam učim besedilo. To je moj holy grail. Pač tam sem, po mojem se nisem v teh 13 oddajah nikoli doma učila besedila, no? Ker ne moram biti v sobi, jaz moram nekaj delati, nekaj hodati. A si ga predposnameš, pa ga bo poslušaš? Ne, govorim ga na glas. Tako da, če me kdaj vidiš, da se sama sabo pogovarjam. Govoriš ga na glas, nekaj ga moraš brati. Veš kaj, jaz imam v scenariju, ne? In potem imam pač tam Lucy Dan, in jaz pač preberem in potem grem, ok, dobrodošli nazaj v zabavno glasbeni oddaji, ja pa ja, da šel in hodam za Drtiščico, ne? In potem preberem, kaj Dan govori, tako samo v glavi in potem preberem spet moj stavek in še enkrat preberem na glas. Na glas berem. In to je to. Bravo. Se grem večkrat čez, ne grem samo enkrat, ne grem vsaj 6-krat pred oddajo česa, ne čez besedilo. Itak imam pa pol oporne točke. Ampak ja, če me kdaj vidiš, da se sama sabo pogovarjam tam za Drtiščico. A si lahko isoflerata video med sabo? Ja, zihar si lahko. Ja, mislim, veš, kako bom rekla, tako bom rekla, vsakič bolj, ker tudi, kad ti začneš z nekomu delati, ker vse sva se poznala, sam ne pa na tem področju tako dober, je težko, da se ti sam s pogledom sporazumeš, a ne, ker zdaj sva pa že na tej točki, da sem jaz tako, ja, in naslednji glasbeni gost je, a ne, ja, in gre on, ja, Alfi Nipič, a veš, ker je videl, da jaz nimam pojma, kje sem, a ne. A veš, na začetku pa tega ni bilo, a ne. In je bilo tako, naslednji glasbeni gost pa, menam kartice, da najdem, kje sem, in smo dali kat, gremo še enkrat, hvala Bogu, ni uživo, tako da. Pa ok, uživo je pa konc, ne? Uživo pa jaz rečem sam, pejmo, Pa je pa ta, ja. Pejmo, dejmo Bože. Pejmo, dejmo Bože. Ja.
Veš, kako hitro smo prišla v TV voditeljevanje, ne? A veš, prej so si tako rekel, ok, najprej bo malo šla čez YouTube, TikTok ustvarjanje, pa to, pa počasno Ampak šla. to zato, ker je zdajle to, tako zdaj v mojem laufu, pač res se to mi dogaja. V bistvu sem zdajle 5 mesecev samo o tem razmišljala, ker sem pustila večina drugih projektov, no. Nisi pustila vseh, ne? Še nekaj se dogaja. A je ja? Kva že? Ni to gledališki odri, pa to. A ja! Ja, vidiš, ja, res je. Tako gledališki odri. Koliko se pa to zdaj dopolnjuje, ali se pa ne? Daj mi to povej. Ta projekt je prišel pred voditeljevanjem. Okay. Ta projekt je prišel lani, v bistvu avgusta, me je Ranko Babič poklical. Je videl tvoje prispevke na spletu? Dobesedno. Ja? Dobesedno. Me je predlagala v bistvu Tanja Kocman njemu. Ja. Ista pot. A veš, in Ista potem jaz pot, rečem, stari, vse je povezan, res. Vse ima nek namen in to, da sem jaz to objavljala in da nisem plesala na TikToku, ampak da sem dejansko govorila, ne, tudi to je nekaj važen. In je rekel, da ima zame en projekt in da dela pač novo komedijo in da me ful vidi v vlogi neke mladostne pač punce, ki razlaga o tem, kaj se je dogajalo v lifeu, ne, tako ne vem, 28-letnice. In sem bila jaz tako, ki si ti mene najdu, stari, pač halo, Lucija z Moravča. Mislim, ne res, ker še vseeno, ne, Ranko Babič je neko ime na stand-up sceni in model je z Ljubljane, no. Nikoli ni bil v Moravčah, ga bom enkrat pripeljala zihar. Ampak, a veš, tako, ja, ampak tako, ja, in potem sva šla na eno kavo sva šla na petek in on ni imel scenarija pa nič, on je imel sam idejo. In on je meni rekel, no, v ponedeljek mi sporoči, a si za, jaz te vidim v tem ful. In jaz tako, po eni kavi. On ti je sam grobo predstavil. On mi je predstavil idejo, predstavil mi je zasedbo in to je bilo to. In nekako mi je pojasnil, kako to zgleda, ker jaz pač valjda nisem vedela, ne, jaz tudi nisem vedela, si plača na predstavo, kako je s prevozom, kako je z malco, če imaš 2 predstavi na dan, bla, 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 a ne. Pa kako to sploh zgleda, da si ti 20 minut sam na odru, a ne. Kaj se zgodi v primeru, da pozabiš tekst? Pa to je bilo še pred TV voditeljevanjem, ne, mogoče bi ti bilo lažje. No, se ne veš, mogoče, rekla, ja, ne vem, ali pa mi je lih to pomagalo, to, da pač sem rekla, sem že naučila ta tekst, pa še kartice imam, bom že, a ne. Ja. Ker tukaj pri stand-upu sem pa v bistvu 20 minut sama na odru, pa pač na pamet govorim tekst, a ne. Ampak zdaj sem ga že povedala vsaj 90-krat. Tako da brez vaja, ne, to, kar smo imeli nastopov. Tako da vse skupaj z vami poveme na 200-krat, tako da ga res že znam v spanju. No. Ampak ja, in potem smo to zalaufali in prve 4 predstave so bile meni grozne osebno, ker sem se bolj obremenjevala s tem, da ne bom pozabila teksta, kakor pa to, da bi uživala. Zdaj je pa že tako, da res komuniciram s publiko, se odzivam na njihove odzive. Zdaj si že proti 100 izvedbi. Ja, v bistvu bomo po mojem septembra, ker zdaj v bistvu imamo pauzico, zdaj med poletjem ni predstav, tako da septembra bomo pa zadele 100 predstavo. Ja. Čestitke. Kjer del sebe si spoznala na gledališkem odru? Kjer del mene? Ja, a veš, dobro vprašanje, stari. Kaj ti mogoče prej, a ne? V sklopu drugih tipov ustvarjanja, ne, še niso bili mogoče blizu, ta trema, ker so vse, a veš, to jaz nimam treme tako zdajle, ker se mi dva naprimer snemava, ne, ker mi je to zelo domače in tudi ko se jaz snemam, to meni ne naredi mi tako, da mi srce pač bije, ne. Naprimer, pač te gledališki odri so se začeli pred oddajo, ne. Odar je pa že tako, se mi zdi, da imamo mi že zapisan, da je to takoj, ko stopaš na odar, mora biti trema. A veš, kaj mislim, da je to tako? Ja. Ampak vse to je prav. Jaz se s tem, pač jaz to podpiram, da je trema, ker s tem ti spoštuješ odr, spoštuješ občinstvo, ki je pred tabo in spoštuješ ta del, ki delaš oziroma to predstavo, ki jo igraš. Ni ti vse, kako izpade, daš tako, maksimum od in sebe. In daš maksimum, ker če ni treme, a ne si pač, vse zato je tudi pred vsakim, ne vem, maratonom, kalaufaš, ali pa to more biti mal živčko, malo treme, ker če ne je čuden. Pa to normalno, ja, normalno. To je pa res. Pač kva ta trema dela, stari, jaz sem si spucala moje telo na fertik. Ne, lej, sorry, ampak ja, to je res. Vse je res. To, jaz delam res zdaj s takimi ženskami, ki to delajo že 30 let. Torej, Desa Muk, Tina Gorenjak, Tanja Kocman, Nuška Drašček. To je res tako, čakaj, Tanja Kocman, Nuška Drašček, da ne bom koga pozabila, oh my god. Ampak, ko se je to začela, ne, jaz sem šla na WC, ne, na drugo potrebo, vsakič prej sem šla na oder. In pol jaz ko enkrat vprašam, če je to pač kvaj z mano narobe, a ne. In ona tako, Ljubica, to je normalen, to je čisto normalen, to imamo vsi igravci. In jaz tako, kva? A veš, pač, jaz ne moram reči, kako lahko to, pač to v bistvu pozitiven stres vpliva na
na telo, a ne, ej, noro. No, to je zdaj tako malo, smo se zapletli, ampak mi ni problem o tem Vsi govoriti. aspekti zajeti. A ne? Ja, tako da ja, no. Kaj sem pa najdla v bistvu na odru je pač ta trema, kako premagovati in to dihanje, da pač se sprostiš tudi v takih trenutkih, da pač to se vseeno sfuraš, no. Ker tam pa, ja. Tam pa good luck. Tam je pa, kako že je ta tvoj slogan, ta tvoj stavek? Pejmo demo. Ja. Pejmo demo. Ja. Ej, to sem si pa, eno vprašanje sem si pa prav lepo zapisal, klele, gre pa takole. Dej pokaži te zapiske, lahko ima lepe zapiske. Dej, alo, pokaži svojim gledalcem. Veš kako, le čak, da te naučim. Bog ne daj, da gremo. David, le tako influencer vibes. Kole malo narediš, evo. Ja, lahko tudi to pol. Guys. Ej, stand-up pogosto izhaja iz bolečine ali neljube resnice, a ne posameznika. Katero svojo ranljivost si prvič obrnila na šalo? In kdaj je to že bilo? A veš, kaj bom povedala? Torej, ta komedija ni monokomedija. Mislim, ni resnično. No? Besedilo je izmišljeno, oziroma mi predstavljamo neke like, igramo like. Tudi meni, jaz sem tam v igri, mislim, v predstavi skozi govorim, da sem stara 28 let, v bistvu sem še 27. Kjer laž. Ja, ful mlajš. Ne, ampak tudi govorim, da sem šla na Erasmus izmenjavo v Španijo, kjer nisem bila nikoli na Erasmusu. V bistvu igramo neke vloge, ampak so take tipične vloge, s katero se lahko vsaka ženska poistoveti. Pač jaz kot mlada punca na Erasmus izmenjavi, potem je Nuška kot mlada mamica, ki ima enega sina, bla, 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 ali dva ima otroka, se ne vem, kaj. Zelo redko poslušam, kaj one naprej govorimo, grem v backstage, pa grem jesti. Pol lahko dopolnil še malo ta scenarij, ker jaz sem pa bil na Erasmus v Španiji, tako da, a veš, pa mogoče, lej, Čisto mogoče. Pa ti povej naprej. Potem je ločenka, torej Tanja igra ločenko, ki je v bistvu po toliko letih zakona se ločila in kako zdaj najdeti partnerja, potem pa igra Desa še babico in kako je, ko si ženska kot babica, kako je, ko imaš vnuke, ki ti prepelajo, in to prej je pa še Tina kot terapeutka, ki pa nekako poveže celotno zgodbo in začne govoriti, kako ji moški na terapiji jamrajo če ženske, in potem mi predstavljamo pač te neke ženske. No. Tako da v bistvu je izmišljeno. Nikoli še nisem, tudi besedilo sta mi napisale Tina in Tanja, pa Ranko. Tako da v bistvu jaz ne govorim nič svojih izkušenj. Je pa zdaj že do te točke prišlo, da sem toliko ponotranila to zgodbo, da sem jo tokrat povedala, da v bistvu imam že kar feeling, da sem bila jaz. Tako da ja. Tok cajt ponavlja še eno stvar, da skoro resnico rad. Veliko stand-upa baziranega na lastnih izkušnjah, pa lastnih travmah, pa lastnih pač teh. Pa se strinjaš z mojim vprašanjem? Ja, mislim... Hvala Bogu, da se da obrniti na hec, tako bom rekla. No. Če le lahko, pa če si toliko močen, ker to, kar ti čutiš, to travmo, jo drugi ljudje ne bojo. Ne? Sploh na stand-upu. Pač, če pa ti pa obrneš na hec, si že veliko naredil, da si pač šel čez to. Po mojem mnenju. No. Hvala za tole odgovor. A je težko nasmejati publiko? A ne, da je težko? Jaz bom tako rekla. No. Ful je enih dejavnikov. Naprimer, a je zunaj sonce, pa so prišli noter na predstavo. Zdaj, ko se dan daljša, smo tudi predstave, prej smo jih imeli ob 6, zdaj smo jih dali tako ob 8, ker se tako res pozna, no? Če ti spraviš pa publiko v teater, tako, zato ker ima pač predstava, mora priti dol iz sonca in so tako, ali pa ful se pozna tudi, če je, ne vem, ponedeljek, pa so utrujeni iz službe ali pa tako. Pa pač tudi moram reči, po delih Slovenije se ful pozna, kje je folk ful sproščen, pa kje niso tako sproščeni. No? Ampak jaz bom tako rekla, z dobrim... Bo šla delati za mere ali ne bo? Ne, ne bom rekla. Ne, ker res imam rada vse, no, pač vsi so specifični, ampak imaš en del Slovenije, ki so tako res sproščeni in tako z veseljem gremo tja. Ne bom rekla, v katero smer, a gremo gor, dol, levo, desno, ne? V redu, puspa gleda, ja. Ampak ja, veš kaj, tako, res imam dober tekst in se mi zdi, da za vsako predstavo je boljš, no. Tudi spremenil, a veš, ful je zanimiv. Jaz sem vedno mislila, da kaj je stand-up narejena, ne, kaj je prva predstava oddelana, je taka do konca pač sezone, ne. Ampak ni, naprimer... Živa stvar. To se spreminja res, jaz sem v prvih 2 mesecih spremenila moj tekst za 3/4. A si imela lahke besede zraven? Ja, seveda, vedno. Dala sem ven tiste stvari, ki so mi bile preveč eksplicitne, dala sem noter par jokov. Noter imam joke na Marjana, ker pač jaz se vedno hecam, da imam v Moravčah ful Marjanov. To so tisti vaški pjančki, veš, ki pridejo tebe, uždava, ne.
In ta je moj joke. In to je najboljš, ti lahko povem, to je najboljš, ker imam ta joke in smo ki v okolici Moravč, ne vem, Zagorje, V bistvu zdaj je Hrastnik. nek tak trailer, ne? Ja, Slash spoiler, a veš? Ma ni spoiler, ja. kako je to. Trailer je, Ja. Ej, ker smo v teh okolicah Litija, Domžale, Kamenka, ne? In pa lahko končno rečem ta joke, ker pač, če ga rečem kjerkoli drugje, noben ne ve, kje so Moravče, ne? In pa tle rečem, ne, jaz rečem, pri nas v vas imamo veliko posebne žene, vse veste, jaz sem z Moravč in tle vsi crknejo. A veš, in če to rečem nekje na Bledu, stari ne bojo dojela, ne? Ampak če jaz to rečem v Zagorji. Ja, v Zagorji, ja. Tako da, to je, ja. A pol imaš klele apetite nadaljevati v tej smeri? Ali kako bom rekla? Ne vem, koliko je to predvidenih pol ponovitev. A to je že v štartu, ali pol vidiš, aha, stvar se je prijela? Jaz bom tako rekla, no. Ranko je nam rekel, da cilja na 300 ponovitev, to pomeni 3 leta. In jaz sem tako, ti si neumen, stari, what the fuck, ne? Mislim, kje, kdo bo šel to gledati tokrat? Ampak zdaj, ko smo v bistvu mi smo začeli konc novembra, ne? To je december, januar, februar, marc, april in zdaj maja imamo 3 predstave, pa junija 4, tako da ne štejem cela meseca, ker ponovadi imamo, ne vem, od 15 do 20 predstav na mesec, ne? V 5 mesecih smo imeli mi skoraj 100 predstav. V bistvu bi skoraj lahko bilo možno, da bomo imeli 200 ponovitev. Tvoje prepričanje se počasi Ja, zbledi, zato v ker, drugo smer. tako bom rekla, no, jaz bi z veseljem šla z njimi delati drugi del te predstave, ne, da bi pol še naprej delale, ampak samo, če bo ista zasedba. Ne predstavljam si, da grem zdaj delati v neko, pač da grem prav ali še kakšno drug stand-up s kom drugim ali pa v gledališče, kakorkoli, zato ker, mislim, nimam itak izobrazbe za gledališče, ampak zato, ker se imamo toliko dober, pač jaz si sploh ne znam povedati, mene je bilo ful strah, kako bo to, da jaz kot nek prišlek, nek kot brez izkušenj k takim profesionalcem in kako me bojo punce sprejele. In ja, veš, kaj vsi pravijo, kao, ja, tam, ko so babe na kup perje letijo, ne. Ej, ne, to je fajn, to so kene moje... Ojoj, zdaj pa sem še ti gor. Kaj je kamera? Dej, pa sem to prestal na uno stran. Kamera, crkvna. Dej, prestal. Čakaj, kje smo ostala, torej... Ja, Malo smo imeli tehničnih težav. nič hudega. Ja, zdaj pa recimo, da bo. Upam. Nismo pa še čez igr. Rdeča lučka pa je. To se dogaja v studijih, kot Ja. je teh tipih študijah, kot je tale, manj je več. to se dogaja v vseh studijih, to tudi se v dogaja v vseh profesionalnih, studijih. it's all good, it's all good. Okay. Tako da ja, no ne, res, tako na kratko, stari tok, ki se imamo dobro, pa tok, ki jih jaz spoštujem, pa tok, ki se imamo rade med sabo, res, to je, pač nismo se še skregale sploh. Mislim, tudi upam, da se ne bomo, ampak tako res, prav ratale so mi kene starejše sestre, tetke, babice. To pač sem te zdaj se je hotel moja vprašati, babi. a ne? Ker te Res. ljudi zdaj pravzaprav videvaš več kot pa Familijo. in ti postane Ja, ja. tip družine. Mislim, v marcu je bilo res noro. V marcu smo bile v bistvu vsak popoldne skoraj skupaj, 20 dni v marcu smo bile skupaj. Ne? In to se pač, že to, da se pelemo skupaj na en konc Slovenije, ne vem, Murska Sobota, Portorož, Gorenjska, Primorska, Mokronog, pač whatever, bla, Dolenjska, povsod smo. Zdaj pa lahko tudi poveš, kjera predstava je to. No? A ja, Mislim, da še nismo povedali. nastopamo predstavi Ženske brez filtra. No, tako, ja. torej z unimi Še 5 malo puncami, epike. ki sem povedala, režiser je pa Ranko Babič, No. produkcija je pa Pop-up Se teater. zdi fair, ne? Karte najdete na eventim.si ali pa na popupteater.si. Ampak zdaj do junija imamo samo še 4, potem septembra gre naprej. To je pa tvoje. To je pa, A ja, sorry. Potem pa skozi kele v prezu, a veš. Ne. Ja. Prid kaj pogledati, no? Prepel ženo, punco. Ja, Kakorkoli. Ja, pridite. Smo moški tudi vabljeni, je ful tako. Aha, je se imajo odprto ful za fajn. Ja, oba spola. ja. Aha, okej. Se imajo ful fajn. Jih ne obračate na vratih. Boh ne dej. Pridite. Ej, če greva nazaj malo še na YouTube ustvarjanje, Ajde. TikTok ustvarjanje. Peva. Tako si začela. Ne? Mene zanima, kakšen je tvoj pristop do ustvarjanja. Kako se ti recimo lotiš enega video prispevka, čemu posvečaš največ pozornosti? Vsebini. Okay, pa v kakšni meri si perfekcionistka? Kje si, če si? A veš? A škaj bom jaz rekla? Mogoče bo to koga zmotala, ampak biti perfekcionist ti iztreb tisto avtentičnost.
ker bolj, ko hočeš, da je vse popolno, pa bolj, ko hočeš, da so kadri hudi, ti nekako, po mojem mnenju, a veš, večkrat, ko ponavljaš neko besedilo, pa probaš dobiti tisti prav šot, manj si ti, a ne. Je pa pač res, da zdaj, če je to taka produkcija, kot je, naprimer, ne vem, Beat Saber ima meni nore vloge, a ne, to je nekaj drugega, a ne. To je čist nekaj drugega, valjda je to na drugem nivoju, a ne, ampak jaz ti govorim take čist simple vloge, pač to, kar jaz delam. Imam vedno tak, ne napisano pravilo, ampak tako v glavi imam, to sem jaz, pač it's ok, pač ne me narobe zastopati, valjda grem kakšne kadre večkrat posnet, sploh če se mi ful zaplete jezik ali pa če mi ni všeč svetloba, ampak ja, no, predvsem pa meram na to, naprimer, kar se tiče vsebine, imam pa to merilo, da kar ne bi pokazala moji mami, ne bom dala na internet, to je pač prva točka tega in to, kdor pač koliko objavlja, se mi zdi, da bi se mogel to zavedati. No. Kje dobiš pa ideje za vsebine? Iz vsakdanjega življenja. Pač, Pa si zapišeš? Ne. Se jih cahnaš? Ne, veš kaj naredim? Posnamem TikTok in ga dam v dravce. Pač ko posnamem se, bla, 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 in pa ga dam v dravce in pol, ko se pač spravim. Sfrizeraš. Ja. Ampak, ko se pač spravim. Ampak, kaj delam, posnamem par klipov in potem na podlagi tega naredim pač video, ne. Da je koliko en storytelling, da pač pa še dodam druge klipe in to. Ti je bolj pomemben, da si ti v videu, kot pa, ne vem, to, da pobere čuda enih ogledov. Kaj ti je bolj pomemben? Kaj ti je večji izziv? Marija sveta. A veš, kaj bom rekla? Zdaj, odvisno na kateri platformi govoriva. Ne? Na vseh platformah sem jaz, ampak tako bom rekla za YouTube, sem pol ustvarjala sam še iz gušta, zato ker mi je bilo pač to res tako prijetno. Potem TikTok mi je rad tako kar neki zdaj ne več, ampak prej mi je bil side business, mi je pač res prinesel dobro količino denarja, zaradi vseh sponzorskih vsebin, in o tem mi ni problema govoriti, pač to je logično, saj ljudje niso slepi. Ampak še vsem sem pa hotela, da sem jaz pač avtentična na teh videih in da vzamem samo tiste produkte oziroma stvari ali pa brende, ki mi pač res tudi ki jih res uporabljam tudi pač v lifeu. Tako da, ampak te ogledi, veš kaj bom rekla, mogoče sem se na začetku ful s tem obremenjevala, zdaj se pa pač mislim niti ne. No. Okay. Včasih me kaj preseneti, kaj je tako res slabo in sem tako zakva in pol začnem razmišljati in pol dojamem, ok, ja, objavila si, ne vem, ob enih popoldne, kaj je folk na šihtu, Ja, to so pol že te algoritemske zadevšne. Ja, ali pa ne, uporablja si muziko, ki jo je pač TikTok zaznal, da je copyrighted in ti je pač video fukno dol in si tako pač kva. Ej, tole morava. A si kdaj hotela zbrisati vse profile? Si kdaj v taki točki, a veš, down, pobegati iz spleta in biti samo Lucija? Saj jaz sem samo Lucija. Ja, ampak samo brez spletne prezence, recimo. Če si bila kdaj mislim, prav na tako, tem, če ti je kakšna stvar to potrla, če sem bila na tem, nisem objavljala tako. Nisem nikoli imela ta feeling, da bi mogla vse zbrisati, ker tudi zaenkrat nisem imela probleme tako, ker, a veš, kaj ti rečejo, če boš objavljal, ne boš dobil službe, kdo te bo pa zaposlil, a ne. Ampak nikoli nisem bila prav na tej točki, da bi prav vse skilila, ker še vsem to je full dela. Jaz vem, da se ti veš, a veš, ampak ljudje se ne zavedajo, koliko je to enega truda vloženega v to, pa ne me narobe zastopati. Pač zdaj mi je to toliko easy, ker pač mene to spotama, da jaz montiram video. Ne? Ampak to na začetku, jaz sem en YouTube vlog montirala, ne vem, 10 ur. Snimala sem ga, ne vem, 2 ure in potem montaža 10 ur in potem smo imeli slab internet, ker nimamo optike v Moravčah, a ne pri nas še, in sem ga uploadala 5 ur. In vmes mi je 2-krat crknil in sem ga 3 dni po 5 ur uploadala. Pač. Ne, sploh ti ne znam povedati. Ne, v redu, ker sem a čutiš me, a čutiš? Čist. Stari, jaz sem hodila v Domžale, mislim v Dob, kele v hišo na Travniku uploadat vloge, no? Okay. Dej, no. Ja, jaz sem isto bil na tem. Gremo, to vidi. Še enkrat se vgasno. Kako me je pusto na sedilu za petkico. Zdaj pa samo prestav, da ti ne bo to delal. Ja, to pa res, to ne gre več. Malej, nimaš kaj. Nimaš kaj. Tako da ja, no. Kako si ti napisal, jaz ne moram verjeti. Ne, veš kaj. Pripravljen. To se mi zdi
prav, no? Čist iz vidika spoštovanja do sogovorcev, pa to, veš. Sej itak 3/4 ne bova sploh, ne, ker vidiš, da debata... Ja, ne, ker debata itak steče samo po sebi. Če imaš pa kakšno vprašanje več naštiman, pa se mi ne zdi nič narobe. A veš, pa še tako male romantike, a veš, ko so te dnevnik, pa to ni iPad, ni klele, a veš, ne vem kakšen zaslon, pa to. Delo ste vrdese. Se res, ej. Fuck. A vidiš, to sem pa namenoma pustil, ker verjamem, no, da mislim, bila si že na marskerem podcastu, pa morskeri vdaji gor in dol, pa ste kar obravnavali to temo dosta, ne, veliko, ne. In sem jaz rekel, ne bomo začeli zdaj na prvo žogo s tem. Ja. Lahko ustiva to mogoče za ta drug del. Pa mi povej, kolikrat si se takole med letom vprašala, pa kva je skle gor delo med nebom in zemljo? Veliko večkrat, kot bi mislil. Tako res, prav v tistih trenutkih, ki sem bila najbolj zmatrana in to je tako... Kdaj si bila, še to, v katerih letih, kdaj si to počela? V bistvu sem šla pri 22, to je bilo leta 2019 in potem sem to delala do 2022, torej čez celo koronsko obdobje, pa do mojega 25. leta. V bistvu sem letela, 3 leta. Ja. Si naštela, mislim, si pisala kakšen dnevnik pa to, koliko tega je bilo, koliko letov je bilo, koliko kilometrov? Nisem si pisala dnevnik, imam pa sprintam prav cel moj flight log, se reče. V bistvu vse lete, ki sem jih naredila v 3 letih, ko daš odpoved, lahko zahtevaš pač ta flight log in greš pa preštet vse lete in imaš tudi prav uro in kilometre, koliko si jih naredil. No. Ampak vsaj, mislim, da sem bila po teh, ki sem si nekaj štela, sem bila vsaj ne vem, kolikrat okrog zemlja, no. Tako da... Ampak to je tako noro, ampak, a veš, kaj najbolj smešno, da tako jaz sem vedno mislila, koliko je svet velik in koliko je to ne... Koliko je tako res to nemogoče, da pač vidiš vse in to, ampak pol, ko sem začela leteti, svet je res majhen, no. Oprosti, 2-3 avione pa si okoli. Tako, 2-3 lete, ne vem, greš do Dubaja, greš na uno stran do Japonske in potem greš iz Japonske na uno stran v Ameriko in iz Amerike letiš nazaj v Evropo in bom si okrog. In to ti vzame, ne vem, 2 dni. Pač, 3. In je to. A veš, tako res, to. Ampak to, ko si me prej vprašal, kolikrat si rekla, kva da fuck jaz tle delam, fulkrat, predvsem med prazniki. Ne res tako med prazniki, kar res folk ful leti med prazniki. In po najbolj smešno je tako, pač, kad ti oni tako rečejo, oh my god, you have to work during holidays. Ja, ker ti letiš, pizda. A veš, ker ti letiš, gospa, ker ti letiš. Zato jaz delam, ker greš ti domov. Pa sej hvala Bogu, ampak, a veš, in pa si tako, vsi so bili tako, kako božičen vibe, pa to. In jaz sem tako, ne vem, letela sem v New York in sem tako, hudo v New York grem, ampak pač moji imajo pa zdaj doma pač, ne vem, božično večerjo z dedijami in z vsem in sem tako, koliko je to vredno, a je vredno, a veš, tako. Pa sej, ali pa, ne vem, fulkrat sem se to, ker imaš te dolge lete in potem imaš vmes 3 ure pauze, in greš spat, ker te veliki leti avioni imajo postle, oziroma te bunk beds se reče. Pri Airbusu je ponovadi spodi, za tiste, ki vejo za te avione, pri Airbusu 380 je spodi v kargotu in greš ko poštenga dol, imaš prav tako 2 pograda, mislim 2 pograda več teh, kapsul. Pri Boeingu 777 je pa tako, greš pa poštenga gor in je nad potniki tako en hodniček in so tako pač postle za spat, no, te. In ko se zbudiš iz tega, veš, pač ne vem, če je let dolg, v Auckland je 17 ur, in se ti greš vmes na pauzo, se zbudiš in si tako, in se pogledaš in si tako rečeš, 8 ur sem že v delu, 3 ure sem spal, mi imamo še 5 ur leta. What the fuck, Pač tako res, takrat si rečeš, what the fuck, zakaj mi je tega treba, res tako. Kjera letalska družba je bila to? Emirates. Skozi ista družba, skaj zamenjala? Ne, skozi ista. Bi zamenjala, če bi bila še vedno Adria, bi šla, ko bi prišla nazaj v Slovenijo, bi šla leteti v Adrio in po mojem ne bi imela ne voditeljske kariere, ne stand-upa, ker bi bila zihar na letalu. Skoraj zih. Pa poznaš ljudi, ne, na JP-ju? Jožeta Pučnika pa to, ker je tudi tvoja vsebina nekaj na to temo. Ja, mislim, to je tudi en moj side business, ker delam vsebine za druge kanale in letališče Ljubljana je Fraportno, je eden izmed mojih naročnikov in to, kar z veseljem za njih delam v sodelovanju z Drom agencijo,
To, ko z veseljem, ko z njim delam, to je tako res je fajn. No. Ja, poznam ljudi, no, ampak veliko tam zemeljskih stevardess je tudi delali za Adrio, pa so šle pol delati pač na letališče. Ampak ja, Adria žal ni več, no, meni je ful hudo, ker bi bilo, pač lepo bi bilo imeti prav slovensko letalsko družbo, no, da ko priješ gor, da ti reče, dober dan, kako ste kaj, a veš, da ni tako kaj, hi, welcome on board, a ne, tako res drugače, no. Kaj pa pol prevagali, da si zaključila? V bistvu ta samota, pa to neko pogrešanje domačnosti, pa preživljanje časa z mojimi, pa to, ko sem prišla po 10 mesecih domov in sem videla, a veš ti, ko si skozi s svojimi bližnjimi, ne vidiš, kako se starajo. Ampak ko te pa nekaj časa ni, pa priješ domov in vidiš vidno, kako se je nekdo postaral in si tako, fuck, a ne. Pač čas dejansko leti, ti pa medtem, ko tebe ni, a ne, ker tebe se life odvija, nimaš takega feelinga, da čas se drugi. Tebe dejansko po več tednov mesecev ni bilo. Jaz sem hodila tam na 4 ali pa 3 mesece. Prvič, ko sem pa šla od doma, bi mogla dan po 6 mesecih, pa je bila pol korona, tako da sem šele po 10 mesecih pa šla dan prvič. Tako da skoraj 1 leto me ni bilo takoj, ko sem šla doma, tako da je bil kar šok za vse. No. Ampak ja, to je nekako prevagalo to, da sem si hotela v Sloveniji ustvariti družino, pa pač graditi mojo prihodnost tukaj, ker vem, da hočem moje otroke vzgajati v slovenski kulturi, v naši glasbi, da znajo peč potico, da, a veš tako, da nesemo skupaj butarco, da pač te naše navade, običaje. In ja, tam tega pač nisem čutila in nisem videla. No. Dubaj je pač eno mesto, ki je cool za videti, ni pa pač za živeti, po mojem mnenju. Veliko ljudi se najde v Dubaju, ampak pa je to kar je ena pač taka destinacija, zdaj se mi zdi, da te čase popularna. Ja, ogromno ljudi obiskuje. Pa mnogi tudi rečejo pol dan, 2, 3. Tako. 4 dni max, da greš še malo puščavo pogledati, pa pač to, ampak ni pa tako za živeti. No. Tako. Ej, kaj narediš ti z notranjim glasom, vsi jih imamo, ne morem, ne gre mi, bom juter. Bom juter je pri meni kar stalnica. No, kako se pogovoriš ti sama s sabo? Ker delamo še ogromno, pa deadline tudi, pa tako naprej, ne? Neka disciplina je kar potrebna, ne? A veš, kako jaz te notranje glasove? Takrat, ko imam preveč, grem fulkrat v naravo, pa vem, da se to ful tako ful veliko hodim gor na planinski dom, tle, ali pa na Miklavža niti ne tokno, ali pa za Drtišvico, to me tako ful, na Rašico. To ta narava meni ful, tako, umiri me, pa pol, ker mislim, pa mi da neko pomiritev, da bom že speljala, no. Tudi misli si uredim, nek urnik si pol na telefonu organiziram. Ful si pišem to-do liste, to meni ful pomaga. Ampak ta notranji glas ne moram, pri meni je to tako, pa sej bo, ali pa pejmo, dejmo bo že. A veš tako, jaz sem ful je... Človek akcije. Človek akcije, ja, ker tudi za to stevardeso jaz nisem imela želje, da bom zdaj enkrat stevardesa. Mi je bil ful zanimiv poklic, ampak jaz sem vedno mislila, da to ni dosegljivo tako. Jaz nisem vedela, kjer šolo moraš imeti narejeno, ne. Ampak pokaj je prišla ta priložnost in ker sem dobila to priložnost, sem rekla, ok, pejmo. Pa ne, da me ni bilo strah, meni je bilo ful strah. Pa grozen mi je bilo, ampak jaz sem vedela, da moram probati, ne? Ker pač kaj bom, ne bom probala, če sem dobila priložnost, mislim, a pa mi bo pa žal čez 10 let, čez 2 leti bi mi bilo žal, zihar. Tako da ja. In zato vse te, meni se zdi, da zato, ker sem na ta način narejena, da pač jaz probam, ne? Jaz sam grem, da imam toliko različnih projektov in aspektov službe moje, ne? Pa tudi ful verjamem v to, da zdaj včasih je bilo to, da moraš imeti eno službo, še ko sem bila jaz v osnovni šoli, kaj boš delala cel life vzgojiteljica bom, ne. Pa sem končala vzgojiteljico, pa sem diplomirana vzgojiteljica, pa mi je ta poklic ful všeč, ampak jaz še vseeno mislim, da lahko, preden bom to počela, če bom kdaj to počela, delam karkoli drugega, ne. In tudi mladi zdaj ne rabijo delati en job do konca life, ne. To je, se mi zdi, da je bilo to v preteklosti, da zdaj je ful ta trend, da se menja službe, ne vem, na 3-4 leta, ne. Ali pa da pač delaš več stvari hkrati, tako da ja, no, to. Ta notranji glas, ne vem, stari. Ne, saj si rekla, to-do lista, pa gremo. Ja. Pojmo. Ja, pa te to-do liste so ful, kako se reče, satisfying, zadovoljive. Kako se reče? Ja, una kljukca pol. Stari una kljukca, ki si tako, a pa prečrtaš in si tako, prečrtala se, a veš tako. Že te dnevne, kaj šele une na bucket listu. Ja. Čeprav ne me narobe zastopati, jaz ful, kako se reče, ne odlašam. Ja, odlašam. Ja, kako se reče? Ja, ne odlašam. Odlašam stvarmi, ne?
zdaj le sploh zadnje cajte, ne vem, moram se v roke vzeti, ampak ne vem, kva mi je, zadnje cajte delam vse zadnje minute. Ampak ne tako, da delam zadnje minute, ampak tako si rečem, daj, si zaslužiš malo počitka, boš to jutro naredila. In pa imam tako 6 videov za zmontirati naslednji dan zjutraj in sem tako, kva si ti glupa. A veš, tako da ja, no. Če bi lahko, ne vem, eno stvar vtisnila v srca ljudi, ki te spremljajo oziroma radi spremljajo, kaj bi to bilo? Koliko stari ljudi to gledajo? Ne vem, od 25 gor, recimo. Od 25 gor? Ja, to je že, tvoji vrstniki recimo že padejo noter. Iz okoliša tle pa okoli. A veš, kaj bom rekla? To bo zdaj ful klišejsko, ampak... Nič narobe s tem. Ja, vem. Klišejske stvari imajo dosti resnice v sebi. Zdaj bom kar pogledala. Ja, tale še dela. Ja, ne tako bom rekla. Iz teh mojih zapovedi življenja, torej sam pejte, pa ne se ozirati na druge. Pač. Čeprav ne se ozirati na druge, vem pa, da je težko sebe prekositi svoje misli in svojo negativo in svoja prepričanja, da tega ne moreš, ker pač lahko samo sebe moraš toliko nahajpati, da veš, da lahko, ker vse ostalo, kar drugi rečejo, sploh ni pomembno. No. Pa če veš, da delaš dober, pa da nobenemu ne škoduješ, pol je to. In to je to. Po mojem. Bravo. Kaj si danes dovoljš, pa včasih si pa recimo si to isto stvar si nisi dovolila, recimo. Kaj si danes dovoljš, če si včasih nisi? Wow, pismo, dobro vprašanje imaš, res dobro. A veš, kaj bom rekla, jaz sem bila včasih ful, zdaj, če smo na teh družabnih omrežjih tema, nikoli nisem, vedno sem se našminkala, preden sem snemala. Ampak to so bila tista leta, ko sem bila še tako malo nesigurno moja samopodobo in to, in zunanjo in notranjo. In tako bom rekla, zdaj mi je dobesedno vseeno. Vseeno mi je ne za moj izgled, ampak tako, vseeno mi je za percepcijo ljudi o mojem izgledu. Tako bom rekla, no. Tako. Če se jaz počutim dobro, pa če sem zdrava, pa to je to. Tako da je to, kaj si dovolim, to da, ne vem, na TikToku sem tudi v pižami, da je pač brez make-upa zjutraj, ko se zbudim in to je to. Danes, ko sem prišla k tebi, sem se mal lase umila, ne, pa to, ampak to zato, ker smo se včeraj kopali v morju, ne, in sem imela še slane in sem rekla, da je ne moram imeti slane in lasmine, ker se tudi nisem dobro počutila, ker je pol vse zmečkan in to. Ampak, ja, to. Pa ne vem, Kaj ti je danes predstavljal največji luksus? Luksus? Kaj ti je danes luksus, recimo? V tem trenutku to, da sem en dan čist frej. Vidiš. Ampak v tem smislu čist frej, da nimam v glavi, da moram še to pa to narediti pol naslednji dan. A veš, tako. Ampak to se bo zdaj začelo med poletjem. No, zdaj sem res, moram reči, da sem kar garala zadnje 4 mesece, ker je bilo res noro. Od predstav do snemanj oddaje, do pisanja scenarijev, do usklanjevanja radija, do usklanjevanja mojih osebnih vsebine za naročnike, do rojstnih dni, druženja. Veš, kaj še vse, jaz vedno pravim, da če imam čas za delati, imam tudi cajt za žurati. In to je moj moto. Mislim, to imam jaz že skozi, od srednje šole. Ja, work hard, play hard. Ampak res, jaz sem šla na vse veselice. Pač tako, na vse veselice, ki je bilo najhuj, sem šla med vikendi, smo šli pač žurati. Mislim, žurati. A veš, tako, ker pač moraš, ker če ne, kaj bomo sam delali, kaj valjda ne. Se nam nad sabo v grob nesla. A bi sploh kaj rekla po svoji, ne vem, 15-letni verziji same sebe, če bi lahko? A bi kaj svetovala? Jaz sem že prej rekla, da se vse zgodi z razlogom. Tako da vse te napake, ki sem jih naredila in vse te stvari, ki sem jih delala, hvala Bogu, da sem jih. Jaz pa ne predstavljam, da ne vem, da ne bi vodila Cicibanovih uric, pa ne vem, ne predstavljam si. Pa če sem včasih fuzbal trenirala, ful sem rada odbojko igrala. Hvala Bogu, zato ker še zdaj, ne vem, sem rada v naravi. Mogoče je to prispeva k temu, da pač sem še vseeno rada malo aktivna, ne. Ne vem. Ne nimam sploh tako neki ful, kako bi rekla, da sem, da obžalujem kakšne moje odločitve, no. Se pravi, bi jo sam potrepljala po rameni. Mogoče to, da bi šla na Erasmus, no. To mi je mogoče edina stvar, ki mi je tako res žal. Da takrat nisem šla, ker sem imela fanta in sem bila tako, ne moram
No, imaš pa zdaj Erasmus v vseh mogočih drugih oblikah, a veš. Ne, pa sem nekako doživela Erasmus, Ja, to se moja pravi. 3-letna izkušnja v tujini. Ja, No. ja, itak. Ampak ja, to, če kdo gleda, ki je mlajši, to, pejte na Erasmus, stari. Res, pa tudi če sem za en mesec, kela v Nemčijo, whatever. Ja. Evo, zdaj pa lahko poveš un citat, svoj, to drug, ker si rekla, da imaš še enega na lagerju. Ja. No, moj A veš, zdaj tak vidiš, vibe- čutiš, da se bližava nepočasno, veš. Ja, ne, sej kul, ker ne more biti predolga, veš, to bo folk za južno gledal, ne more Ja, saj tam zato. 3 ure župo, jaz ne hecam se. A veš kaj, jaz bom tako rekla, to tudi Marko Jurkov ve, Marko, če gledaš. Midva sem imela full fora, da sem jaz vedno govorila, ker sem delala v pizzeriji, sam sproščeno bomo vse porihtali, tako da ta sam sproščeno je moj citat. Marko pa tudi en citat je, kaj pa tudi meni ostavil se tako ful v spominu, tako, pa sam šibaš. In to je tako kao, pejt sam sproščenost čez live, pa sam šibej. A veš, in to je to. Tako da to dva citata. Ne, zdaj sem tako, ker pač on je bil moj šef in res smo se ful družili, ja, to mi skozi spominov A ostalo. prebereš kdaj kakšno knjigo? Zelo redko, bom iskrena, zelo redko, res. Po mojem sem nazadnje prebrala How to not give a fuck, kam jo Od je ena. Marka Mansona. Fak ne vem, kdo je avtor, Ja, ne mislim, vem. da je. Taka črna je pa ena svečka, aj možno. Taka mehna je, tako žepna knjigica. Okay. Ne? Lahko je pa, ne vem, mislim, da vem, kje je, Mislim- ampak ne. Veš, to mi je Lahko pa posod- da je malo drugačen naslov. A si povedala ta prav naslov? Ne vem, Tako če kot sem je. povedala ta prav nastav. A pa je The Art of Not Giving a Fuck. Ne vem, no, glavnem, aj možno, da je tako. Možno, da je to, ja. No, pa to. Zadnjič, ko sem bila na dopustu v Braziliji, sem prebrala, ker mi je dala ena kolegica. Ampak premalo, res premalo berem knjige. Ampak veš, kaj je fora? Jaz mislim, da še nisem najdla ta pravega tipa knjige. Torej, jaz do zdaj sem brala samo te neke, kakšen je to vibe? Romane si brala? Ne. Ne, Knjige to, za samo pomoč. samo pomoč. To. A veš, po mojem je to problem. A pa za učenje, pa to, po mojem je to problem, da sem to brala. Po mojem bi res mogla neke zgodbe brati. No? Ker na primer filmi pa to me ful privlačijo, pa to, ampak te knjige, pa ja, po mojem je to problem. Ok, potem bom jaz mogoče kasneje kakšen predlog dal, pa kakšno si izbrala, a veš, ne. Sposodila. Pol enkrat čez 2 let, ko boš imela cajt, a veš. Lucija, evo, zadnje vprašanje. Ok, povej. Ne vem, po mojem ga ni še nikoli dobila, če pa si mi pa povej. Če bi tvoja duša imela soundtrack, a veš, ne, recimo grejo lahko čez filme, Koliko a veš, dober, stari. Joj. akcija je naprimer Rocky, pa imaš komad zadnji, ali pa Top Gun, pa imaš komad zadnji, A ali mora pa imaš biti epsko. en komat? Lahko je več, pazi, katera pesem bi to bila, no? Ok, lej, zdaj ti me spovedala. Če bi tvoja duša imela soundtrack. Ok, to je ful dobro vprašanje. Jaz bom tako rekla. To bi bil mashup, mix. Okay? Mix narodno-zabavne slovenske glasbe, mix Pitbulla, poznaš Pitbull, Mr. Worldwide. Jaz sem že slišal, ja. Oh my God, ne moreš reči, da si že slišal za Pitbulla. Ampak ti gledam, 17. junija grem na njegov koncert v Hamburg. Torej mashup narodno-zabavne muzike, mashup Pitbulla, mashup te slovenske stare glasbe. To je kar mix, ja. Mashup, ja, mix. Ja, ja, se pravi, je kar mix, Slovenske je kar stare mix. glasbe plus pop, vse to, kar se zdaj vrti na radijih. Pač jaz sem tako vse. Plus dalmatinska, jaz sem vse. Ne, res, ker, veš, kaj bom rekla, jaz sem Zdaj pa zelo... kdo, tiska obres oblada musko, ne to spravo en komat, ja, vse te imelo se. Ne, ampak vse to je cool, veš, to, zato, ker se mi zdi, da tako, kot sem raznolika v mojem delu, pa tako, kot sem raznolika v mojih različnih družbah, v katerih se gibam, je pač od moja muska in ta neka moja duša tako raznolika. In zato, ker se mi zdi moja duša tako odprta, lahko sprejemam vse te komade in to in ne moram izbrati samo enega, ker pač to je nemogoče, ker tudi v lifeu ne moreš izbrati samo ene poti, po mojem, no. Da smo vsi za vse poti v lifeu. Odlično. The best, ej, hvala ti, Hvala še za enkrat iz povabilo. srca, upam, da še kdaj ponoviva, zven tehničnih težav. Pa da boš ti malo več govoril, ker zdaj me je kar bed, ker nisem več govoril. Sam, Ne, po nič mojem nisi se takrat, ki je bilo treba, sem se vklopil. Ti si pa gostja, skratka, a veš, ne. V glavnem, vabljena, da ponoviva v prihodnosti, mogoče pol, ko bo tiste 300 ta ponovitev gledališke Marija predstave za sveta. tabo.
Bilo uspehov še naprej, Hvala. pa glede na to, da si omenila, da si tudi bila odbojkarica, pa nogomet, pa Ja. to bo naredila en športov pozdrav za konec. Ne? Okay. A veš, to je pa samo tako. A ja! Makneš, pogledaj. Čau, čau. Ej, pa ne pozabite se naročiti na njegov kanal. Ja? Hvala. Pa lajkajte ta video. Hvala. Čau, čau. Čau.